Izgledaš mi kao lutkica iz Kopra. Mi smo Taja, Maša, Petra in Minea. Dobrodošli v Nič za nič. Podcast, kjer skupaj zašijemo luknjo v vaši modni zavesti. Danes sem z vami Taja Kavčič in snemamo podcast v okviru projekta Nič za nič, trajnost skozi vsak šiv. V današnji epizodi je z nami Lara Bernot, slovenska modna oblikovalka, ki skozi svojo znamko Lara Bernot ustvarja za močne, samostojne ženske, ki si upajo izstopati ali biti drugačne in slediti svojim sanjam. Njena blagovna znamka temelji tudi na ideji, da ženska svojo zgodbo, karakterjem in kariero ni izjema, ampak prihodnost družbe. Njena ustvarjalna pot se je začela že v otroštvu, z izdelovanjem oblekic za barbike in ustvarjanjem iz babičine ustvarjalne skrinje. Pri svojem delu predvsem poudarja trajnost, ponovno uporabo materialov in bolj zavesten odnos do mode ter dokazuje, da lahko iz odpadkov nastane nekaj estetskega, kakovostnega in edinstvenega. Lara, dobrodošla in hvala, ker si se odzvala povabilu. Bi mogoče želela še kaj dodati zdaj na to svojo predstavitev? Pa tole hvala, sem vesela na povabilu in seveda sem se z veseljem odzvala, tako da sem vesela, da sem danes tlele z vami. Ja, saj ne vem, zdaj to, dele res nimam kaj za dodati, ker si tako lepo to spesanila vmes. Pa mogoče najprej lahko na enim poslušalcem opišeš, kaj trenutno nosiš. Evo danes, imam pa jaz gor eno boho oblekco, potiskano s sitotiskom. Bernot, seveda, ki sicer ni čisti nove kolekcije, ampak je že kar kakšne 2 leti stara. Ampak se mi danes zjutraj zdelo, da na to oblačno vreme rabimo malo barve, ki je tako taka roza, belo-siva, ne. Pa še obrazi so tudi potiskani, ja. Pa en brezrokavniček imam s fazono, taki peščeni barvi, da lepo paše k osnovi moje oblekce. Spodaj imam pa še džinske, ker sončka še ni. Pa ene limited Adidas supergice. Ja, pa nakit od moje dobre kolegice Uršule Richter, pa DR Jewelry unikaten ročen. To! Pa še torbico od Nataše ND365 ročno unikat. Se podpiramo, to je pomembno. Ja, res je. Hvala za podroben opis. Mogoče, da sicer smo zdaj že nekaj v uvodu, ampak tako, no, da začneva res na nekem začetku, ne. Kdaj si sama začutila, da je moda tisto, kar želiš početi in kako se je pol razvila tvoja pot? Ja, v bistvu že odkar se spomnim, no, ni čistko, no. Jaz imam brata oziroma 2 in najprej sem seveda sledila njemu, on je rekel, da bo duhovnik, jaz sem rekla, da bom nuna, pol se je premislil, rekel, da bi pilot, pa sem rekla jaz, da bom stevardesa, no, zdaj on res pilot. Jaz sem pa pol malo ugotovila, da je treba tudi svojo glavo razmišljati in sem v bistvu res zelo mala punčka, ročne spletnosti so me blazno zanimale, no. Tako da me je mama naučila štrikati, kvačkati, soseda me je naučila kleklati, pol sem začela že kmalu sperls delati, to mi je bila velika strast, užitek in pol so se tudi te ogrlice, mislim, da še v koncu osnovne šole sem pol to že prodajala raznim prijateljcem od mami, tretje, pa to se je še včasih mogoče lahko malo v službo nesel, pa je bilo malo drugače danes, pa se je to za nek tak simboličen drobiž prodajala, ampak meni se je to zdelo seveda blazno fascinantno, no. In pol sem tudi kmalu začela hoditi k šiviljam. Vem, da imela mami en stroj, ki sicer to njo ni nikoli zanimali, kaj oči kupil. In jaz sem že tam, sem bila en 6-7 razred, sem jaz na tem stroju, sem si že prve kikalice, pa topke, pa neke oblekce, pa še za barbike sem pa, jaz sem ful za barbike delala, oblekc zašila. In kasneje pa pol mislim, da konec osnovne šole, začetek srednje, sem bila pa velikrat tudi pri šiviljah, naših teh vaških, ki smo malo bolj, mislim, iz Kamnika v Mekinjah na vasi živeli. In so me v bistvu prav rade, ker se mi je zdelo, da jim je bilo lepo, da to
mlado punco to zanima, so mi rade pokazale, no, pač kakšne simpel osnovne kroje in tako se je nekako to vse začelo. V resnici sploh nisem takrat čistočen vedela, kaj pomeni biti modni oblikovalec, ampak tako sem si to zamislila in pol je šlo v resnici vse v to smer. Jaz sem šla pol na likovno gimnazijo, naprej pa potem na fakulteto za dizajn, na modo. Tako da sem bila v resnici skozi v tem, no. Prav moja pot, tako da bi pa lahko rekla, da od tega živim, a ne, se je pa začela v bistvu tako nekako zadnji letnik faksa, no. Tako da to je zdaj, mislim, da že ene 14 let, recimo, da dejansko 13 let fiksno, no, da v bistvu je to moj kruh, tako bom rekla, no. Tako da v bistvu ena glavna ta motivacija ali pa flow ali pa ogenj je bil pa tudi moj sin, no. Nismo bili blazni, mislim jaz, žurerji, saj sem še danes. Ne vem točno, kje bi bila danes, če ne imela teh mladičev, ampak meni je dal ta moj sin, ki je star zdaj 12, dobrih, en tak pa še 2 hčeri sem pol dobila, ampak tako en tak zagon, en tak elan, v bistvu on je dal meni razlog, zakaj, mislim tako, zakaj delam, zakaj živim, zakaj diham, tako, začela sem živeti s polnimi pljuči, tako, nič mi ni bilo težko, videla sem jasen cilj, no, v bistvu, pa saj se sploh nisem zdaj takrat to spraševala, pa cilj, pa ne, pa kako v planih. Jaz sem samo šla z tem, kar čutim, ful se mi zdi pomemben, ali pa lepo, da sam sebe poslušaš in probaš slediti temu ognju, no, in ko se ti to zgodi, enostavno nič ni težko, samo greš, no, in tako se mi zdi to blazno pomembno, da verjamemo vase, v sebe. In sem tudi neskončno hvaležna, da so kljub mogoče malo bolj abstraktni moji želji po tem poklicu, a ne, da so starši predvsem, pa pol tudi partner, verjeli vame in v to zgodbo, no. In to se mi je zdelo takrat samoumevno, danes pa, ko malo gledam naokoli, vem, da ni, no. Tako da. Kako je pomembna tudi podpora, ne? Ja, tako, ali pa neka ta potrditev, da nekdo dejansko res verjame vate, mogoče še bolj, kot ti sam vase. Ker jaz, recimo, ko sem kot pač najstnica delala v lokalu, v enem pa malo bolj prestižnem lokalu, in ko sem jaz tam začela razlagati, da mi jaz modna oblikovalka, so se mi vsi malo smejali, ne, kva pa boš to? Ja, kje boš pa denar dobila, tle ni denarja, ne, mene to nikoli niso doma vprašali, ali pa mi takih, pa nikoli mi niso rekli, kva, to je pa neumno, ali pa to ni denarja, mislim, meni je bilo to tako čist nepredstavljivo, to sem šele začela razmišljati, sam res, kaj pa jaz zdaj bom, pa ono, saj jaz nisem znala odgovoriti, se še sama nisem vedela, ne, valjda. Ne, se vidi, ja, kako je pa res pomembno, da tudi že recimo družina, v kateri odraščaš, da ti v bistvu ne daje nekih dvomov, ampak te podpira na tej poti, ker se mi, da si hitro v današnjem svetu si lahko v nekih dvomih in to, no. Jaz sem imela srečo, ker je v bistvu moj oče tudi na oblikovno hodil in mogoče še malo bolj razumel, no, mislim, moj oče je tudi velik umetnik, in je bil on seveda vedno tudi moj navdih in glaven podpornik in velikrat v teh zgodbah tudi navdih in pomoč, no, tako da mogoče sem imela tle pol srečo, da so mogoče še malo bolj razumela, ne, to zgodbo kot drugače in ja, žal se mi zdi danes, da se velikrat nekako zatre to kreativo pa to željo v mladostnikih, glede na kakšno, ne, če se mogoče staršem ne zdi prava ali pa včasih je bilo takrat je bil velik trend, sem bila jaz mlada, ta gimnazija, ne, vsi smo mogli ali pa so mogli na gimnazijo, mislim, na koncu pa kaj, imaš gimnazijo, nič te ne zanima, ne veš, kaj sam s sabo, 6-krat boljše bi bilo, da greš na neko poklicno šolo, ki ti je zanimiva v interesu in delaš neki, ampak dobro, pač zdaj se mi zdi, da se ta trend obrača, zdaj mislim, da so poklicne šole spet vedno bolj atraktivne in cenjene in hvala Bogu, a ne, mislim, da se je spet začelo ročno delo ceniti, ker se mi zdi, da smo ga v eni fazi izgubili, šole so nekatere zamrle ali pa celo propadle, na koncu smo zdaj ugotovili, da brez vodovodarja, električarja, šivilje, žal ne gre, a ne, tako in
tudi zgubilo se je to znanje, se mi zdi, a ne, med mladimi, ali pa tudi zrelimi že, a ne, da se naredi kaj doma, da sam narediš, da popraviš, mislim, že pri žarancah se zatakne, a ne, tako. Ja, žalostno. Ja. Ampak ja, tudi v tem projektu, ne, izvajamo delavnice šivanja, ali to, da se da naprej neko znanje v bistvu mladim, tisti, ki bi jih zanimalo delo z odpadnimi materiali, kar je tudi namen ozaveščanja, ne, o tej hitri potrošnji in to. In vem, da si že na začetku omenila, da ste tam na faksu imeli velikokrat v ospredju to temo reciklaže in tudi v bistvu velik del tvojega ustvarjanja, ne, temelji na delu z odpadnimi materiali. In kako si sploh sama prišla do te ideje? Je bilo to prisotno že od začetka, ta pristop, ali se je to pa razvilo kasneje? V bistvu najbolj od začetka, ker sem bila mogoče na začetku nekako kar mal primorana ali pa vržena v to zgodbo, predvsem zaradi tega, ker ni bilo denarja in je bila to neka rešitev, da v bistvu nekako dobesedno iz smeti ali pa iz nekega zavrženega odpadka narediš ti novo zgodbo in mogoče celo pač oplemenitiš seveda v neko, a ne, na koncu v zaslužek, a ne. In v bistvu s časom se mi pa to zdelo fascinantno, a ne, da jaz v bistvu z nekega odpadka dejansko naredim zaslužek, obrnem odpadek v neko reuporabo, v neko novo zgodbo, v nek nov produkt. In ja, ideja je bila pa iz faksa, ker smo veliko na faksu delali teh recikliranih projektov in jaz sem vedno te reciklirane projekte vzela strašno resno in jaz sem imela v bistvu doma dejansko samo eno sobo teh recikliranih materialov, ker sem vedno, kada bi rekel, če sem rabila, ne vem, 2 pesti recikliranega materiala, sem jaz dan prpalala poln avto recikliranega materiala in v bistvu mi je to na koncu ful prav prišlo, ker sem jaz ta material v veliki meri, če ne lahko rečem vse, v mojih sploh prvih letih ustvarjanja in takrat sem jaz tudi veliko razstavljala, delala, hodila po sejmih v Zagrebu in so to reciklažo zelo lepo sprejeli, no, in jaz sem delala reciklirane ruzake iz nekih teh panojev, jumbo panojev, ki smo jih takrat dobili v bistvu v dar, mislim, itak niso vedeli, kaj naj z njimi. Potem sem hodila na avto odpade, po te klipsne, avtomobilske, a ne, ki se prpnemo, a ne. To so bili na teh ruzakih, je bila v bistvu, to je bil patent za ruzake, da se pač ruzak odpre, ta šnola, ali kako bi rekla. No, kasneje so mi jih pa že precej drago začeli zaračunavati, a ne, ker so videli, da je to lahko tudi biznis. Včasih so bili pa prav, na začetku so bili prav veseli v bistvu, da jih vzamem. Torej na začetku je bilo brezplačno. Tako, na začetku je bilo brezplačno, ja. Pol kar naenkrat so bili pa že precej zasoleni, no, čez par let, tako da se mi iskreno žal to več ni splačalo. Pa tudi tega več sploh toliko ni bilo, a ne, ker kakorkoli ti avtomobili so šli ven, toliko in toliko jih je bilo še v obtoku, pol so se pa že v bistvu nove zgodbe, drugačni dizajni, ki niso prišli v poštev, a ne. Velika zgodba tudi, ki sem jo pa takrat naredila in je bila res fascinantna, pa nekaj, kar še danes nikjer nisem videla, je bil pa nek tak geometrijski 3D nakit, sem pa v bistvu našla ene, kot da bi rekel, piramide v napol gozdu, v nekem odlagališču. To so imeli v bistvu, in te piramide so bile, da bi rekla, 2 cm, 2x2 ali pa 3x3, 1x1 centimeter velike. To so imeli pa za peskanje nekih bobnov železnih, torej, da so jih čistili. In zaradi tega so bile ene tudi manjše, ene večje, ker so bile nekatere bolj, nekatere manj obrabljene. In iz teh piramid sem jaz pol delala nakit. In to je bilo takrat res nekaj posebenega. In jaz sem tega prodala res veliko. Jaz sem te piramide pol, mislim, da na usnje limala in je bila pač neka cela silhueta teh piramid, recimo tlele na prsih kot ogrlica, uhani, prstani. Barval mi jih je sosed avtoličar z ličarsko barvo za avtomobile in je bilo zelo zanimivo in tak zelo lep projekt. Ja, jaz sem vsak tisti trikotnik sem ga zalepila na velike žeblje, da smo bili pol res okoli in okoli barvani. Dober, to je bila ena taka res lepa zgodba, ja. Kaj pa danes? Ne, kje se danes najpogosteje dobiva recimo odpadne materiale in so te težko dostopni v Sloveniji, ne? Ker si omenila tudi, da si večinoma v preteklosti hodila v Zagreb in tako. Ja, v bistvu danes se mi zdi, da je to res malo težje. Jaz predvsem se danes tudi poslužujem materialom, ki so
kvalitetni, čim bolj etično pridelani, trajni. Sicer tudi to se mi na žalost zdi vedno težje priti do res kvalitetnih materialov, no? Ker žal danes je trend, a ne, da se vsaka stvar čim prej zamenja. A ne? In tako, kot si prej tudi rekla, recimo zelo lepo za te šiviljske tečaje, a ne? Ker recimo danes je tako, da pač vsakmu karkoli se mu malo ali strga ali malo, ne vem, en šiv odpara ali dolžina hlač, a ne vem, malo, ne vem, kakorkoli unič. Včasih je to popravljalo, danes se pač vrže stran in se kup nove, a ne, ker dejansko nam to, da te hlače popravimo, recimo vzame 1 uro ali pa 1,5 ure. Istočasno gremo pa v tem času v bistvu lahko že v nakupovalni center in za pač nek res bizaren denar kupimo nove, a ne. In nimamo niti več nekega tega osnovnega spoštovanja do, recimo zdaj tudi v tem primeru oblačila, ne. In to je, mislim, da strašno žalostno, a ne. Nihče se pa ne sprašuje, oziroma le redki, a ne, kdo to dela, na kakšen način, kaj to, a ne, in vsak, ja, saj zdaj sem si kupila telih 5 bundic, zdaj jih bom, ne, mi niso več všeč, pa saj so bile poceni, itak si lahko nove kupimo, ne. Saj ni poanta v tem, da si lahko ali pa da si ne moramo, ne. V bistvu smo face ravno takrat, ko si lahko, pa si ne, zaradi tega, ker ni potrebe, a ne. Ali pa, ko hočemo drugače, ko hočemo zgodbo predrugačiti, malo obrniti, a ne. Pa tudi res je drug občutek, če ti kupiš neki. In to danes ljudje, mislim, da spet zmeraj bolj jasen, neki pri nekom, ki ima eno energijo, ki ima zgodbo, ne, ker konec koncev vse jaz ne prodajam, samo kose oblačila, ne. To je neki čist druga zgodba, druga pripadnost, drug mindset. Ta kos ima energijo, a ne. Dejansko ima energijo, jaz verjamem v to. Jaz verjamem zmeraj bolj v energije, ne da bi kaj veliko delala na tem, ampak odkar imam otroke, se mi zdi, da sem toliko bolj čutna, tudi čuteča, odprta. In jaz mislim, da se te energije, se pač dobre energije, če jih oddajaš, pridejo nazaj, krožijo in se naredi nek tak lep zaključena zgodba. In se mi zdi, da je to blazno pomembno, no. Kako v bistvu ljudje reagirajo, no, ko izvejo, da je izdelek narejen iz odpadnih materialov? A vidijo to kot prednost, znajo to ceniti, ali se jim to zdi kot nekaj manj vrednega? Jaz zdaj čisto odvisno, a ne. Jaz mislim, da zdaj nekaj, kako bi rekla, moja ciljna publika ali pa moje stranke, se mi zdi, da razumejo, da je to prednost, a ne. In tudi moramo vedeti, da kad ti hočeš odpadke porabiti, reciklirati, ali pa recimo, ko nam ostane blago, a ne, manjši kosi, in jaz tudi, ne vem, razne folije, ko delamo, ko nam v bistvu ostane pol negativ, ali pa ostanki razni, ker se odreže, izreže. Jaz v bistvu zdaj tudi to, a ne, vse, več ali manj vse porabim in v bistvu se moramo zavedati, a ne, da kad ti delaš z teh ostankov, če bi tako rekel, a ne, z tega odpadnega blaga, si moraš vzeti veliko več časa, a ne, da ti narediš en lep dizajn, en estetsko zgodbo, eno lepo grafiko, ki jo boš, ne vem, natisnil, če govorimo o foliji, a ne. In v bistvu ti vzame neskončno več časa, da ti narediš ta izdelek v taki estetski vrednosti, ki si ga zamislil, z recikliranim materialom. Je pa res, da se vedno pojavijo tukaj še en kup enih izzivov, a ne, ki jih pač ne predvidimo, in meni se v bistvu tu zdi največja kvaliteta, da na koncu nastane v bistvu, da se res toliko enih izzivov je vmes in pride res do neke rešitve, ki tudi malo nisi predvidel, a ne, in meni so te rešitve največkrat najbolj všeč, a ne, ki so res unikatne in posebne, a ne. Tako da je pa res, a ne, da včasih v bistvu pol ljudje to pomešajo iz second handom in tako naprej, a ne, in v bistvu se jim pol kdaj zdi, da bi mogel biti pa tak kos pol, a ne, tretiran kot neka druga roka, nek kos iz, da nam zdaj rekla hitre mode, kere, a ne, pa da je to čist neki BV, a ne. Tako, ja. Tle se kdaj izgubi in jaz veliko tudi materialov, v bistvu tudi zdaj, če niso ostanki, ampak so pa recimo neki zadnji metri, kakor da bi rekel dead stock, v bistvu od raznih večjih firm, ki jim recimo pač ostane toliko in toliko bal ali toliko in toliko blaga in v bistvu pol to blago, no, dostikrat tudi odkupujem od tistih firm, ki vem, da so pač kvalitetne, ne, recimo neke italijanske zadeve, jaz sem veliko tega blaga na ta način kupovala
v Zagrebu in to je bila ena ful lepa zgodba. Zdaj se je zaključila, pa tudi cenovno dostopna, no? Ker seveda je, pomemben, da mislim, tako. Danes so sploh vse te cene in vse te zadeve tako kar brutalne. No? In moraš res biti iznajdljiv, da v bistvu, da se ta zadeva na koncu izide, a ne. Ker, in v bistvu nekdo, ki pride in, ne vem, pogleda tam nek blazer, in na koncu je cena tega blazerja, ne vem, 300 €, zdaj tako malo banaliziram v grobem. Oh my gosh, a to, mislim, veliko se jih res ne zaveda, kaj tukaj zadaj, Tukaj zadaj je brainstorming, tukaj zadaj je ideja, tukaj zadaj je, razumeš, research, kako pol priti do tega. To moramo vedeti, to so manjše serije. Ali je celo unikat, vsak zase, ali celo, če delaš z recikliranih materialov. Kako zdaj to skombinirati, da bo sam ta en kos prišel do izraza, bil sploh želja, da ga nekdo kupa, ker to nam je pa nekako končen cilj, da bo drugačen, vseeno všečen, da moramo plačati seveda prispevke, da moramo plačati mogoče koga, ki dela za nas, da moramo plačati prostore. Mislim, to je za majhne podjetnike izziv. Se tako lahko bi pa rekli, da obstajajo tako mogoče v grobem zdaj dve skupine, to eni, ki tak ne razumejo te trajnostnega vidika, torej ta hitra potrošnja, in druge, ki razumejo. In mogoče, če ostaneva še malo pri ceni, ti si rekla, da imaš neko, oziroma ciljno svojo publiko oziroma obstoječe stranke, verjetno oni tako znajo pač to ceniti, ampak mogoče na splošno, kako tudi vi kot tvoja znamka nagovarjate svojo pač ciljno publiko, širšo publiko glede tega, da pač se proba z nekim tem ozaveščanjem, da se vsi ljudje znajo bolj ceniti to trajnostno izdelavo, ne pa hitro potrošnjo. Mislim, jaz zdaj, da bi prav imela neko kampanjo, da jaz nekako angažiram ljudi v pač to zgodbo, je nimam, ker mogoče se mi zdi to kdaj na prvo žogo malo vsiljivo in neučinkovito. Jaz mislim, da največ, kar lahko narediš, pač da nekako vzgajaš z zgledom. Zdaj mogoče sem to prenesla tudi tako, recimo kao od otrok vzgajati z zgledom, tudi recimo, ampak tudi v tej zgodbi mogoče vzgajati ljudi ali pa ne vem, da daš zgled, da v bistvu, tako kot sem rekla, jaz nosim večina stvari, ki nosim na sebi, oziroma pač poleg mojih oblačil, ki jih imam, mislim, da res skozi na sebi, imam pač nakit, ki je unikaten, ročno izdelan od pač kolegic, ki jih spoštujem, ki jih rada podprem, ali celo kdaj delamo kakšne blagovne menjave in je v bistvu to pol win-win kombinacija za vse, in torbe in čevlje imam velikrat unikatne, ročne, in v bistvu probam se res sploh zase generalno pač izogniti, lahko da se mi kakšen lapsus zgodi enkrat, dvakrat na let za kakšno zadevo ali pa kakšne džinske, ki jih recimo nadelam, kupam, drugače pa res probam in pač na koncu koncev to ljudje, ki sledijo, ki me obdajajo, konec koncev pač spremljajo to našo zgodbo, smo pač neka ekipa, jaz pravim, mislim, se mi zdi, da to prepoznajo, da v bistvu in znajo ceniti. Tako, je to najlepši način, da v bistvu, da, mislim, čistko, da sej to je, mislim, da čist simpala, da delaš to, kar živiš, pač ne smeš biti zlagan, moraš biti pristan, sploh v takih majhnih zgodbah, ker vse se vpas, vse se vidi, ti ne moreš, mislim, težko se tle neki tako mečkam pesek v oči metati, pa nekaj živeti, drugo delati, mislim, folk ni naumen, pa konec koncev tudi ljudje, ki v to verjamejo, ki to podpirajo, pa sploh so to nekako ljudje, ki so širše gledajo, tako da jih ne moreš na finto pelati. Jaz mislim, da je prva stvar tle, da si iskren do sebe, tako nasplošno, sploh drugače, ne vem. Se to je po moje tudi danes, sicer ne s temi socialnimi mreži, ki smo hitro lahko zaslepljeni, ampak se mi zdi, da tako kot si že prej malo omenila, pa s temi energijami, da se ful vračamo nazaj v to neko pristnost in da ljudje danes res prepoznajo vsaj s to neko energijo, da a je nekaj pristno ali ni, ne. Vračamo se nazaj, vsekakor, zaradi tega, ker recimo tudi, ki je prišla ven, ta spletna prodaja, so bili vsi totalno navdušeni, vse si lahko naročimo, dobimo in to je to, Zdaj se mi pa zdi,
da mogoče pa kdaj pogrešamo to ena na ena, a ne, da nismo samo številke, a ne. In vedno rajš pridejo k nam stranke ena na ena, da se jim posvetimo in to je čist res druga izkušnja, a ne. Jaz si za ljudi vzamem čas, a ne, mislim, jaz jim svetujem iskreno, a ne, ker konec koncev moj namen ni, da si nekaj kup sam zato, da si kupila in da ji leži v mari, ker jaz od tega nimam nič, jaz nimam reklame, jaz pač živim, mislim, da moram živeti sam za danes, jaz moram živeti za jutri, ne, meni je cilj, da ona to s ponosom nos, da jo na cesti, da mi piše, da so jo na cesti ustavile, kaj je imela, ne vem, ki je tako dobro izgledala v tej obleki, da kar žari in mi to pol piše in to je tisto, ne, kar rečeš pismo faka, ne, mislim, tole je pa, a ne, to nam je pa ratalo, oziroma to je poanta, to hočemo, a ne, to, ker v resnici tudi neko glavno vodilo moje, zakaj jaz to delam, a ne, kako rekla sem majčkeno mogoče, nam rekla, lik feministično smerjena, ampak malo imam vse tega ognja, da moram, ne vem, mogoče kdaj malo, ne vem, opomniti ali pa zbuditi, da smo ženske, ne vem, ful face, da imamo ful elana, da imamo ful energije, da si moramo bolj upati, ker smo ful bolj perspektivne, ker se mogoče same kdaj mislimo in da moramo si drzniti, upati in pokazati to zgodbo, vsaka zase svojo avtentičnost in ker si to enkrat upamo, jaz mislim, da je to nekaj najlepšega, ne, in v bistvu s tem, kar jaz delam s to zgodbo oblačila, ne, je v bistvu mogoče zadaj skrita ta najbolj pristna zgodba, ne, in ker jaz vidim, da dam eni tisti 1% krila ali pa nek mozaik v mislim, konček mozaika, a ne, v tisto celo zgodbo, da je sam pika na i, da res zažari, a ne. Jaz mislim, da je tle pa res naše poslanstvo pač generalno upravljano, a ne, tako in to mi je v bistvu največ, kar tako lahko dam in jaz mislim, da tudi, ja, te moje stranke ne pridejo samo zaradi kosa oblačila, ampak konec koncev zaradi te zgodbe pač naše, ki jo začutiš ali pa jo pač ne, a ne. Zaradi te energije, zaradi strasti, zaradi te pristnosti, no, tako. In jaz na splošno mislim, da če bi bilo več te avtentičnosti, pristnosti, ljubezni, no, po domače, bi bilo lahko, mislim, saj mogoče sem tle malo naivna, ampak jaz res tako razmišljam, bi bil svet ful lepši, no, in to je dejstvo. In jaz mislim, da je toliko malo treba, a ne, ampak se zdi, kdaj še vse tako veliko, ker jaz mislim, da vse kot družba v bistvu nazadujemo, no, ne napredujemo, na žalost, tako da ne vem, tako v bistvu, no, se mi zdi, da so vedno neke banalne stvari vedno večji tabuji, ne manjši, a ne, tako, da smo šli nazaj. Čeprav mogoče materialno in tako na hitro se zdi, da ful napredujemo, ampak ne, če je temu res tako, no, pa sploh te družbene norme se mi zdi, da ljudje preveč hočejo ali pa hočemo ustrezati, a ne, za pol nekuna, ne, ja, aha, sej si fajn, sej si super, a ne, pa vsem biti všečni, ne moreš biti vsem všečen. Da imaš občutek, da pripadaš. Tako, ne. Tako, ja. Ampak ja, moraš najprej pripadati sam sebi, Ja, ne. ja, in pol lahko drugim, prvo moraš imeti sebe rad, da te imajo drugi lahko sploh, a ne, pa da imaš ti lahko druge, a ne. Ampak tukaj se pa zgodi v mestu to, da te kdo zavrne, da komu nisi všeč, da komu naslednje, ampak to je normalno, a ne, jaz mislim, da je to čisto organsko, ker enostavno nas je preveč, da bi vsi vsem ustrezali. Točno to. Hvala Bogu, spoštujemo, jaz nekatere ljudi, umetnike ali kakorkoli, blazno spoštujem, ampak nekako ne morem z njimi sodelovati, ker nismo v istem džiru in s tem ni nič narobe. Mislim, so mi lahko v navdih, ampak enostavno jaz probam sodelovati, delati, se sploh meniti, karkoli z ljudmi, ki imajo pač podoben flow, ki imajo pač podoben giro mind, ker mislim, da sam v takih zgodbah se lahko potem pač razvijajo boljše, lepše, bolj kreativne zadeve, drugače pa en sam mater vse skupaj. Ja. Mogoče, da zdaj se malo dotakneva tega kreativnega procesa, ne? Če bi mogoče lahko opisala, kako izgleda ta tvoj kreativni proces pri delu z odpadnimi materiali, ne? Torej od same ideje do končnega izdelka, pa če mogoče sami materiali, s katerimi delaš, že kdaj definirajo končni izdelek. Ja, materiali so itak, mislim, se mi zdi, da vsaka stvar v procesu ti da nek svoj navdih, neko svojo zgodbo. Jaz probam vedno tudi zapakirati tako, da ni vse najbolj tipično, ne, da ne vem, recimo, če je blago namenjeno za polštre, jaz
tega naredim, ne vem, sarajco, če je blago namenjeno, ne vem, za tapiciranje, mi iz tega naredimo jakno, a ne. Že na koncu ta namembnost, a ne, je v bistvu pol neka igra, a ne, ker ljudje smo vse nekako navajeni nekih vzorcev, nekih pravil, a ne. In že to je tisto, pismo, a ne, aha, ta materialna tema, ne, zanimiv, dober, drugače. Že s tem lahko veliko narediš. Večkrat si naredim neke manjše skice, kako bi mogoče neka mini butična kolekcija izgledala. Recimo, da ne vem, mislim, da tako probam neke 3 manjše kolekcije na leto lansirati, potem pa dodajam, prilagajam še zraven kose, ki pašejo zraven, kakorkoli, ali pa unikatne posamezne izdelke. Ko v bistvu jaz delam zelo po občutku, kdaj kar preveč, ker enostavno pa vem, da bi mogoče bilo boljše, kdaj, če bi drugače, pa šla bolj strukturirano, pa ne vem, bolj marketinško, ampak enostavno jaz to ne morem. Če ta moment tega, kar delam, ne čutim, jaz ne morem delati in s tem sem se v resnici zdaj sprijaznila in ne vem, mogoče pol leta delam samo unikatne izdelke, pol naredim mini kolekcijo, pa ponavljamo različne komade, a ne, jih naredimo v manjši produkciji. Res zelo odvisno in v bistvu sem neskončno hvaležna, da imam to možnost, da lahko nekako čutim sebe oziroma ta flow in ga pač prilagajam glede na obdobja, glede na stanje. Pač tudi jaz imam različna obdobja, sem imela obdobja, ko sem bila sama, ko sem imela enega otroka, zdaj imam 3. In vse to za sabo potegne tudi drugačne potrebe, a ne, in te potrebe velikokrat seveda so vidne tudi v kolekciji najbolj, a ne, na koncu koncev, a ne, zaradi tega, ker v bistvu kakorkoli sem nekako rada, ko bi pa mogoče rekla, mogoče mi je všeč, da že navzven pokažem, da malo drugače razmišljam, če lahko tako rečem, pa da imam nek svoj flow, da imam svojo zgodbo. Jaz sem ponosna na to, a ne. Ko in velikih tudi pride pa pravi, joj, to se jaz sploh ne upala nositi. Ne vem, mene to nič ne, a ne. In na koncu tudi, ker ljudje vidijo, da si ti suveren, a ne, daš tudi njim dober vibe in tudi v bistvu redki se pol najdejo, ker rečejo, kva pa je s tabo, a ne, kva si pa ti to oblekla. V naših koncih imam v bistvu enega kolega, ki je bil na začetku malo začuden, zdaj pa prav mi zadnjič, joj, Lara, danes pa čisto preveč navaden napravljena, sem pa prav čudna, prav, ne. Tako da, mislim, ljudje sprejmejo vse, a ne, če ti sebe sprejmeš. Dobro, zdaj sem zašla v bistvu od te glavne inspiracije, ampak ja, inspirira me v resnici vseeno, narava, doživetja, morje velikokrat, mislim, te krajši, daljši dopusti, meni je morje življenje in vedno nek stik z njim mi da nek flow, nek zagon, neka krila, tako da utrot, arhitektura, narava, ne vem. Kaj se ti pa zdi, da je v bistvu največji izziv pri delu z pač takšnimi materiali? Se ti zdi, da je bolj zahtevno delati z takimi materiali kot z novimi? Ja, dejstvo je z nekimi recikliranimi manjšimi kosi, a ne. In tudi večkrat, mislim, tudi ko vzamemo nek tak dead stock, neke reciklirane manjše kose blaga, je v bistvu večji izziv, a ne, ker smo omejeni. To imamo, sploh če delamo kolekcijo, a ne. To imamo tukaj na voljo in oziroma pol mogoče vam še neke starejše bale tudi otele in na koncu moraš s tem, kar imaš, a ne, moraš narediti zgodbo, a ne. Ampak meni je to dostikrat, če se malo omejim, na koncu se mi zdi, da mi še bolj ustreza, kot da imam vse samo nebo je meja, ker mogoče pol, če samo ne bo meja, se mi zdi, da dostikrat najdemo najlažje pa najkrajše, a ne, rešitve, a ne. Tako v tem primeru, ko imamo pa reciklirane materiale, manjše kose, potem pa to vse skupaj spraviti v neko celoto, zgodbo, nam vzame več časa, več nekega kreativnega procesa in večji je izziv in posledično se mi zdi, da je tudi rezultat boljši, bolj odbitno, bolj edinstven. Je pa vedno izziv, kaj meni izziv pri oblikovanju. Jaz probam imeti neko rdečo nit, a ne, kot brand, a ne, kot jaz sama, da recimo vse nekdo, ki me sledi, se mi zdi, da kar lahko, večina naših izdelkov prepozna. No, to tudi ljudje sami večkrat opazijo in me večkrat opozorijo, da so videli, opazili moj kos tam, tako, to se mi zdi lepo. Po drugi strani, a ne, jaz delam stvari, ki so nosljive, ki so uporabne, ki so ready to wear, torej jaz želim približati to, kar jaz delam
v bistvu večini, delati za navadne smrtnike. In po drugi strani pa ne, kako je nekaj, kar je ful nosljivo, kar je ful uporabno, pa vseeno, da ima nek pečat, da je edinstveno pa drugačno. A ne. Zdaj neko znanstveno fantastiko narediti, ki jo noben ne more nositi, mogoče sploh spet ni tako težko. A ne. Nekaj, kar je wow, kar je novo, kar je sveže, kar ni videno, pa vse nosljivo se mi pa zdi najtežje v resnici. Ker konec koncev jaz si pa želim delati za ljudi, a ne za izložbe. A ne. Pa posledično tudi, jaz če delam za ljudi, lahko pol od tega živim, pa delam še naprej. A ne. Zdaj, če delam za izložbo, pa pol sem pa tja, mogoče kdaj za hobi, ampak ti to ne more biti kruh. A ne. In največja potrditev, na žalost, je, ali pa na srečo, so kupci, a ne. Prodaja. Na enem predhodnem pogovoru si tudi omenila, da se ukvarjaš z ozaveščanjem o tem, da ne potrebujemo 10 različnih plaščev, 10 različnih hlač. Če bi lahko mogoče malo razložila, kaj želiš s tem sporočiti. Ja, na žalost je tako, a ne, da se je odnos do tekstila res zelo razvrednotil, a ne, ker dejansko tekstil nima več nobene cene in se ga posledično tudi ne ceni. A ne. In sploh recimo najstnice, pa njim je mogoče še najbolj oproščen, ker so mogoče v nekih letih, ki pa le mogoče ime ne razmišljajo tako preudarno, kot bi mogoče pa pričakoval za neko zrelo žensko, moškega, kakorkoli. In danes je ta dostopnost, a ne, saj vemo na raznih razprodajah, saj to so pač po 2 evra, lahko majčke, bluzice, hlače, a ne. To se mi zdi, da se kar na veliko kupuje, enkrat obleče, zavrže, na novo kupuje, mislim, a ne, zdaj, in jaz enostavno, jaz priznam, mene to groza, mene to srce boli, tudi pač nam rekla, da ni takih ljudi tudi ob meni, a ne, sicer to, in takim pač, ki so meni bližji, iskreno moram pač priznati, da jim nekako moram povedati, se mi zdi, da je to moja dolžnost, a ne, da jim zaupam. To širino, seveda, ni to neko vsiljevanje, ampak pač samo opomnik, in jaz mislim, da tudi velikrat nek ta opomnik, sicer jaz to sploh ne, da bi pol mogla nase apelirati, a ne, saj nas je veliko, ki delamo, ampak pa tudi tako, če že kupaš, seveda jaz spoštujem, da nada vsak, ne vem, zdaj 300 evrov za obleko, 200 ali kakorkoli, ne vem, 200 za hlače, ampak da imamo vseeno odnos, tudi če kupimo poceni, da to ne pomeni, ne, da pol 15 hlač kupimo, ne. Kupaš hlače in jih pač spoštuješ in ponosiš, ne, saj če bi bilo temu tako, da se te stvari ponosijo, ne, bi bila ta problematika s hitro modo veliko manjša, ampak žal je tako, da nas v to silijo, a ne, zdaj se trendi, zdaj se dejansko trendi mesečno menjajo, a ne, kolekcije mesečno menjajo, torej mi, če hočemo biti v teh kolekcijah, mesečno kupujemo, a ne, to je težava, a ne, mi pa valjda delamo trajno, delamo nekaj, kar ni danes trend, kar ni bil včeraj trend, kar ne jutri trend, ampak nekaj, kar lahko nosiš danes, jutri, pojutrišnjem, 10 let nazaj ali pa čez 10 let, a ne. Kdor se tega zaveda, je to čisto jasno, je pa pač, ja, a ne, nočemo pa videti, da te oblačila delajo otroci, praktično otroci, a ne, v nehumanih pogojih, med trupi, med podganami, med vsem možnim, brez res enega spoštovanja in sploh ni nula etike, a ne, in to pozabimo za lepoto, za ta naš flow, za ta naš ego trip, tega nočemo videti, o tem nočemo razmišljati in to se mi zdi slabo, no, ampak to je nekaj, kar se žal ne bo spremenilo z danes na jutri, samo mislim, da pa se mogoče nekoč počasi bo, a ne, ker ne vem, ne vidim, ko bi toliko in toliko milijard ton in ton tekstila, kam bomo to, ne razumem, a ne, mislim, saj so zdaj že rešitve za neke, pa reciklirajo, pa smeti se vedno več obračajo, porabljajo, sam tudi materiali, a ne. Zdaj pa spet tako, nekaj se piše, drugo je resnica, to je... Kaj pa ti misliš, da bi se mogli spremeniti, da bi bil ta nek shift v mentaliteti, ampak hkrati tudi, da bi trajnostna moda postala bolj dostopna? Jaz mislim, da bi mogla generalno, mislim, politiko to itak ne zanima, oziroma politiko ravno to zanima, ne, hitra moda kot le denar, a ne. Jaz mislim, da bi se mogli dostopnost ali pa sploh čisto drugače približati, mislim, jaz bi recimo te vele blagovnice, a ne, oziroma nakupovalna središča, jaz bi to totalno predrugačila in tudi centre mest. Jaz mislim, da bi mogli biti v centru, da bi se mogli podpreti, no, in tako kot v Parizu, ko prideš v glavni center, to so samo pariške trgovine, a ne. Pri nas so pa samo XYZ, najbolj poceni, najbolj čip, najbolj dostopno, pa samo trošimo, a ne. Jaz mislim, da kad ti prideš v eno Supernovo, eno Kulandijo, da tam bi morali biti pač kup enih
slovenskih produktov na vseh področjih, a ne, kot tekstil, kot orodja, kot cvetje, kot, mislim, a ne, ne pa, da je tam ena velika trgovina, ki lahko noto dobiš igrače, cvetličarna, orodje, avtomehanka, malo manj oblačila, živila, a ne. In kako naj bo nekdo, ki dela na malo, njim konkurenčen, ne moreš biti, ne? Saj to je tudi velik izziv, ne? Kako naj, mislim, tako, se jaz se kdaj kar rečem, pa svaka čast, da mi mali kreativci, oblikovalci, sploh lahko živimo, ne? Mislim, svaka čast, da folk dejansko to prepoznam, jaz sem hvaležna, ne? Da, če ima možnost kupiti hlače za 5 evrov, da jih, ne vem, prije k meni kupiti za 250, ne? Pa da razume, da je to druga zgodba, da je tle širina, da mu je ta flow, da, ker pač se največ je to, ne? So rekli, se sem šla, pol grem pa kdaj vmes, veš, kakšno hitro modo, pa si kaj kupam, pa je lik znižam, pa je ful fajn, pa mi ful paše. Samo veš kaj, Lara, jaz kad to drugič oblečem, ta izdelek nima vrednosti. To je sam tam kos blagaj, dejansko je rekla, nima vrednosti. Jaz ga ne morem več nositi, ker tvoja obleka pa vedno znova, ki jo dam gor, pa imam že 6, 7, 8 let. Še vedno ima dušo zgodbo. Jaz kad to oblečem, jaz se počutim super. Jaz kar zrastem, zažarim, zaživim. To je to, a ne? Sam to mora biti oboje stransko, ne? Pač jaz verjamem, on verjame. To se zgodi in to je čarovnija. Meni je to... In jaz isto razmišljam, kad nosim, kad živim to zgodbo, meni je to ekstra, no. Tako da jaz mislim, da predvsem dostopnost, ne, tako kar recimo zdaj tle v Kopru, ki je bila ta možnost, da pa te trgovince, ampak jaz mislim, da je zdaj to predvsem še zelo hobi programa, ne. Te zgodbe o teh unikatnih zadevah so zelo, mal bomo dali zdaj to, da vidijo, da mi tudi nekaj naredimo kot mesto, zato bomo zdaj, ampak mislim, da je tega tako generalno premalo, ne. Mislim, da bi se mogli tle delati veliko večje rušade, a ne. In tudi recimo, ne, če bi se neke lokalce bolj podprli, bi bile konec koncev tudi njihove cene ali pa naše cene lahko toliko manjše, bolj dostopne, če bi se tega toliko več obrnili, toliko cenejše in tako naprej, a ne. Ampak mislim, da ta moment itak tega interesa žal še ni, a ne, ker jaz kamorkoli pridem v druga mesta, v druge države, kraj, jaz vedno gledam eno, kje kupam lokalno, kje kupam domače, kje jem domače, kje pijem domače. Meni je to v bistvu glavna, da nam rekla edina vrednota, ne, meni je zdaj, mislim, meni je smešen, da grem jaz zdaj, ne vem, v Miami, da grem jaz zdaj, ne vem, na drug konec sveta, v Ameriko, in pol grem v shopping center, ker imam v bistvu iste trgovine, ki jih imam jaz pač pri nam, v Ljubljani, jaz to ne rabim, pa se to lahko po spletu. Srabam tam neki drugo zgodbo, neki ekstra, neki, ki pri nam ne morem dobiti, nek nov navdih, neko novo življenje, da podpreš eno zgodbo, mu daš možnost za nadaljnjo ustvarjanje. Tako, tega, ne, sej vidimo, sej pri nam propada, sej žal, sej zadnje leta je propadal velik malih SP-jev, pa sploh ne toliko majhnih v resnici. To so žalostne zgodbe in tako je, ne vem. Kaj pa si, o tem sva že malo se prej dotaknila, ampak tako mogoče, ker se približujete koncu. Kaj je lahko že takoj neka stvar, ki jo bo nekdo, ki poslušal ta podcast, naredi, da zmanjša svoj vpliv na okolje? Pa ja, vem, sva se dotaknile, ne ta prekomerna potrošnja, med 10 kavbojk, ampak mogoče tako, ne, tudi nek shift v mentaliteti. Kaj se ti zdi, da bi mogel, oziroma kaj lahko vsak danes že naredi, da zmanjša svoj vpliv na okolje? Ja, itak shift v mentaliteti, samo to ne gre, itak ne grejo te zgodbe z danes na jutri, ne, mislim. Jaz sicer mislim, da se vedno bolj, ne, jaz vidim, recimo, da so stranke vedno bolj ozaveščene, ne, jaz poznam veliko strank in tudi kolegic ljudi in širše, ki se dobro zavedajo tega, ne, in pri meni recimo naročijo tudi čisto simple majčke, pa bi jih recimo lahko nekje drugje kupili za bistveno manjši denar, ne, pa vejo in imajo dostopnost, ne, pa jim je to nek dodana vrednost, seveda, da jaz to naredim. Zdaj, prav z ničemu to razložiti, ker generalno ne razume, je težko. Mislim, da dejansko vse, kar so zdaj omenili, ne, če bi bilo teh trgovin več, ne, se takoj rata to neka večja normala, neka večja prisotnost, nekaj večkrat, ko nekaj vidiš, bolj ti je domače, večkrat, ko nekaj vidiš, lažje nekaj sprejmeš, a ne. In posledično, če bi se zdaj, ne vem, generalno v Kopru zamenjali 30 trgovin z neko XY hitro robo, z domačo robo, a ne, pa tako že spominki recimo, a ne,
kje pa dobiš neke unikatne ročne, a ne? In če bi se, a ne, samo to ni 1, 2, 3, to je treba širše, s tem posledično koliko novih ljudi, delavcev bi dobili, ki bi to lahko delala, ne? Ampak jaz mislim, da enostavno to, da bolj približati, ne, bolj forsirati, mislim, ja, dejansko forsirati, ne, sej, itak, sej, zaradi tega, to je lih problem, ker hitra moda se toliko forsira, ne, ker se toliko obrača, ker so to čist druge cifre, ker so to drugi denarji, ker so to druge številke, ne, in mi smo tle lulčki, valjda, ne, ampak če bi se mi zavedali svoje majhnosti in svoje dragocenosti, ne, če bi se zavedali, koliko ima recimo Slovenija enih kvalitet, dobrin, kaj bi se vse turistično, naša prehrana je vrhunska, kakšno, mislim, to, kar imamo mi kvalitetno hrano, to, kar imamo dostopa do kvalitetne hrane, to, kar imamo enih umetnikov, športnikov, mislim, svašta. Ma iz tega bi se dal narediti zgodb, da se piše, recimo tudi politiki. Ne vem, zakaj nas politiki, ama kdo od politikov unikatno, ročno, ali mislim, a ne. To je generalno v štartu že težava, a ne, ki jo itak mi tle ne moramo rešiti, a ne. Mislim, zdaj nas ne oni podprejo, razne obleke, saj sem pa tja mogoče slišim, da delamo, mogoče celo jaz sem ne dvakrat nek še miniserije za kakšno tako zadevo, zgodbo, kakšna ta službena uniformirana oblačila, ne, ampak tega je premalo. Tega je premalo. Vedno se poslužimo nekaj tujega, neka večja masa, ki bo seveda cnej, pa na koncu sploh ni nujno, da je cnej. Ampak se mogoče spet nek denarček, mislim, tako je, a ne? Kompleksno. Ja, kompleksna zadeva, ki se je v bistvu z danes na jutri res težko reši, bi se pa dal, če bi bila volja, veliko spremeniti, seveda. Vsak bi mogel narediti nek korak v to smer, tako, ne? Mogoče že zdaj z nekimi takimi projekti in tako, nekimi takimi pogovori poskušamo začeti spreminjati mentaliteto. Mislim, vprosti, samo to hočem reči, že v bistvu največ, kar vsak posameznik zase lahko naredi, je, da je neka, pravim jaz, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, a ne. Torej, jaz mislim, da z nekim tem zgledom, z nekim tem lahko narediš velika, ne, kot posameznik. In ni čisto, da rečeš, ne, a ne, da vzameš to zelo ravnodušno, ne, kaj pa jaz kot eden, ne. Saj nas je velika, ne, vsak kot eden smo množina, smo številka, a ne. In če se zavedamo tega dejstva, da smo kot posamezniki pomembni in da imamo vrednost in da je pomembno, kaj rečemo, da je pomembno, kaj dajemo, da je pomembno, da damo neko poslanstvo, ne. Mislim, da se lahko velike spremembe naredijo, ne. Ja, jaz imam zate še zadnje vprašanje, ampak bila sem pred tem povedala, da mi je bil res ta pogovor čudovit, ker tudi sama hitro padeš v ta nek val, te hitre mode, uni popusti, veš, ti je po moje že nek, ne vem, pač so tvoji možgani na ta način sprogramirani, no. Ampak moram reči, da mi je dal ta pogovor ful misel. Že v sami razliki, to mi je bilo zanimivo, kaj si omenila, med second hand trgovinami in takimi unikatnimi, kot si sama, pač ustvarjalci, modni oblikovalci. In se mi zdi, no, da bo danes, ko bom šla domov, da predvsem o teh energijah in to, no, ko si govorila, da je že drugačen pogled, no, na same obleke in to. Tako da hvala ti za to. Moje zadnje vprašanje je, kaj bi ti sama, če bi pogledala za nazaj, povedala mlajši sebi? Zanimivo vprašanje. V bistvu ne vem, če prav kaj če bi prav kaj dosti, kar sem naredila, spremenila. V bistvu še vedno sem ful naivna, ful verjamem v ljudi, pa me v bistvu to ful velikokrat prizadene, pa ful boli. Ampak iskreno ne vem, če bi si želela biti drugačna, ker sem v bistvu ponosna na to, da verjamem. Ne vem, da je svet lep, pa mogoče iskreno kdaj kaj kar nočem videti, ker ne vem, se mi zdi, da če živiš v negativi, da je slabo, je pol slabo, a ne. In tako, to se mi zdi, da me največkrat upeče, da tako naivno verjamem, no, da kar vsi delamo za dobro, ker se mi zdi, da je to, ne vem, logično. Mislim, ampak kdaj ni, predvsem se mi zdi, kakorkoli pustimo zdaj te debate, sploh ne vem, kva bi jaz mogoče res, ne vem. Jaz mislim, da je najbolj pomemben, da zvest sebi in iskreno mislim, da sem bila, v bistvu, ko sem bila mlada, mogoče še bolj, kakor kdaj danes. Ker se mi zdi, da ti z leti, da ti vedno bolj hočejo dajati ene ruzake, ki niso tvoji, ene nahrbnike in jih potem kdaj kar mal hočeš nositi, ampak priješ do tega, da jih odvržeš in da to ni tvoje in da te ni treba pač s tem ukvarjati in da greš za svojim flovom in da greš za svojo energijo in v to neko kmečko pametjo
ki je danes premalo. Tako da ja, no, sploh iskreno, jaz sem si, to še povem, evo, kaj mogoče en tak lep zaključek, malo kičast, ampak tako je res, to je bilo res. Jaz sem enkrat v prvem letniku srednje šole sem napisala, kje se vidiš čez 15 let, nekaj takega, ne. In jaz sem napisala, da si želim živeti v eni majhni, skromni leseni hiški, nek malo bolj ob robu, z pač svojimi ljubljenimi, z pač otroci in možem. Sem si želela 3 otroke, jih imam, in moža. In točno to malo leseno hiško, skromno nek na obrobju, ker jaz mislim, da vsak prostor je najlepši takrat, ne glede na videz, ki je pač obdan z ljubeznijo in s pozitivno energijo, s tem nabojem, ki nam da vedeti, da smo živi, no. In v bistvu sem si zapisala noter stvari, ki so se mi dejansko zgodile in ki jih danes živim. Tako, v bistvu, ne vem, saj kičast ali pa ne, ampak ne vem, kdaj se mi zdi, da še sama ne morem verjeti, da mi lahko to lušten, no. Lušten mi je, saj so težave, da ne pomote. Ful jih, mislim, pa izzivi, ampak tako, 3 zdrave otroke imam, delam to, kar sem si od nekdaj želela, itak je 100 izzivov, brainstormaš skozi, kdaj si rečeš, joj, bi šel nekam delati, a ne, pa vse odklopil, pa ne moreš, oziroma na koncu, v nekem obdobju se mi zdi, da vse najdeš nek balans, a ne, koliko je lih prav, koliko je preveč, koliko rabim, koliko ne rabim. Se mi zdi, da sem se neko obdobje ful grebaš, ful delaš, mislim tako, pa mogoče kdaj sploh ne rabiš toliko ali pa kakorkoli, ker, a ne, jaz mislim, da moja prva prioriteta danes je, da imam čas za družino, a ne, pa energijo predvsem, a ne, da ne pridem dan toliko izžeta, da rabim še 2 ure pa pol, da sploh koga slišim, a ne, in jaz mislim, da da delam, kar si želim in da imam posledično še čas in kvaliteten čas z družino, da je to pač nek, a ne, perfekt, mislim tako, pač nek win-win, a ne, tako, generalno. Tako da, ja, jaz sam pravim, bodite avtentični, pač ne si upati biti to, kar si, mislim, upi si biti to, kar si, vprosti, a ne. Odvržimo maske in jaz mislim, da, ker ravno to, ker imaš sam ti, ker imam sam jaz, to je tista edinstvenost, to je tisti ogenj in to je tisti žar, ki te pač. Evo, in se mi zdi, da je to tudi toliko vredno in lahko nekaj lepega, da tudi pri določeni starosti, ko pogledaš za nazaj in si rečeš, nič ne bi spremenil, ne, in sem lahko sam hvaležna sama sebi, da sem si ostala zvesta, ne. Ja, jaz mislim, da je to lepo, no. Je pa res, da v bistvu nimamo žal vsi tega momenta, da vemo, kaj si želimo, ne. Jaz pravim, največja sreča je, da sem vedela, kaj si želim v življenju početi, a ne, tako. Da veš, kaj si želiš delati, a ne. Če to iščeš, a ne, dolg je lahko, a ne, mislim tako. Jaz si ne predstavljam, da bi iskala službo potem, kje dobro zaslužim, a ne. Tako, jaz si ne, pa to jaz čist spoštujem, sam verjamem pa, da ne moreš z isto strastjo delati te zgodbe, a ne, kakor, a ne, če to res čutiš, če to živiš, če imaš to v kosteh, a ne, to je moje poslanstvo, jaz mislim, da je brez tega, jaz ne vem, jaz bi pač po moje, ne vem, sploh ne vem kako, ne bi mogla živeti v resnici, to je moj kisik, to je moj ogenj, a ne, tako, to je moj drive, konec koncev, to je moj bencin, tako, in super, evo. Hvala ti še enkrat, da si se odzvala. Res zelo, zelo, zelo zanimiv pogovor, no. Samo želela sem ti še enkrat reči hvala, no, da, ne vem, zame je bil ful vreden ta pogovor, no, in se mi zdi, da da se je tudi meni odprl malo drugačen pogled, no, na svet po tem pogovoru, tako da hvala ti. Hvala tebi, hvala za povabilo, luštno je bilo, uživite. Upam, da ste uživali v najinem pogovoru. Podcast je bil izveden v okviru projekta Nič za nič, trajnost skozi vsak šiv. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Evropska solidarnostna enota. Glavni namen ESC projektov je, da se skupaj učimo. Zame je to pridobivanje podcast izkušenj in izpopolnjevanje sebe na področju javnega nastopanja. Skozi podcaste pa pripovedujemo zgodbe za bolj trajnostno prihodnost. Hvala, ker ste z nami.